Spoštovani visoki gostje, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci. Tudi jaz vas prav lepo pozdravljam na letošnji nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti. In resnično me veseli, da smo se danes zbrali v takšnem številu. To priča o dvojem. O tem, da je tema, o kateri bo v naslednjih 2 dneh govora, resnično aktualna, in o tem, da je pridobivanje znanja z tega področja potrebno in zaželeno. Kot vodji interdisciplinarne delovne skupine za nekemične zasvojenosti, ki deluje pod okriljem programa Mira, nacionalnega programa duševnega zdravja 2018 do 2028, mi pripada čast in predvsem odgovornost, da skupaj z ostalimi člani delovne skupine bdim nad prepoznavanjem in izvajanjem prioritetnih nalog, ki naslavljajo to pomembno problematiko na nacionalni ravni. To vsekakor ni enostavna naloga, predvsem zato, ker je potreb na tem področju zelo veliko. Naj omenim, da v interdisciplinarni delovni skupini delujemo strokovnjaki, ki imamo različna strokovna ozadja in prihajamo iz različnih sektorjev. In ko smo se nekaj let nazaj začeli pogovarjati o prioritetah, je hitro postalo jasno, da javnozdravstvenega bremena na teh področjih vedenja predstavljajo zgolj zasvojenosti, ki jih prepoznavamo preko določenih vztrajajočih kliničnih simptomov, temveč tudi vse oblike problematičnega in prekomernega vedenja, ki sicer ne dosegajo kriterijev zasvojenosti. In čeprav te oblike vedenj na ravni posameznika imajo v bistvu manj škodljive učinke v primerjavi z zasvojenostjo, je zaradi večje razširjenosti njihov učinek na ravni družbe prav tako zaskrbljujoč. Zato je potrebno delovati na različnih ravneh. Naša prizadevanja bodo tako v prihodnje osredotočena na zmanjševanje bremena nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji in bodo skladno z znanstvenimi izsledki in pa povratnimi informacijami s terena zasledovala 3 ključne dolgoročne cilje. In sicer sistematično in redno spremljanje vseh pojavnih oblik nekemičnih zasvojenosti, razvoj in nadgradnjo preventivnih aktivnosti namenjenih preprečevanju nekemičnih zasvojenosti ter vzpostavitev oziroma krepitev mreže virov pomoči, ki bo odgovarjala na potrebe na področju nekemičnih zasvojenosti v slovenskem prostoru. Če želimo ustrezno naslavljati to problematiko, je potrebno združevanje kliničnih in javnozdravstvenih prizadevanj. Učinkovito obvladovanje nekemičnih zasvojenosti tako zahteva vzpostavitev celostnega pristopa, ki zajema univerzalno, selektivno in indicirano preventivo in tudi zgodnje odkrivanje tveganja za zasvojenost, ustrezne evalvirane intervencije, dostopno in učinkovito obravnavo ter usklajeno delovanje med vsemi deležniki, ki se soočajo s to problematiko. Pot do tovrstnega pristopa k naslavljanju problematike pa seveda jasno zahteva še mnoga raziskovalna prizadevanja, ki bodo podlaga za izbiro ustreznih metod k preprečevanju in obravnavi nekemičnih zasvojenosti. Ker se mnoge izmed oblik prekomernega vedenja pojavljajo že pri otrocih in mladostnikih, nadaljujejo pa se tudi v odraslosti, sta kakovostno in pravočasno preprečevanje ter obravnava izrednega pomena. Področje nekemičnih zasvojenosti je večplasten izziv in zajema celotno populacijo. Samo problematiko pa se pri svojem delu srečujejo številni strokovnjaki v različnih sektorjih. To nenazadnje potrjuje tudi vaša današnja udeležba na tem dogodku. Tu smo namreč zbrani strokovnjaki iz področja zdravstvenega in socialnega varstva ter izobraževanja, pa tudi iz nevladnega sektorja in širše. Izzive na tem področju bomo lahko uspešno reševali v skupnem dialogu in v povezovanju med različnimi sektorji, strokami in deležniki ter uporabniki na vseh ravneh. Verjamem, da je tudi ta dogodek lahko dobra odskočna deska za slednje. V prihajajočih 2 dneh vam tako želim veliko novega znanja, izmenjave mnenj in tkanja novih vezi, predvsem pa dobro vzdušje na samem dogodku. Hvala.